Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi komentar velike nagrade Avstralije. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na prvi dirki v letošnji sezoni. Tudi ta prvi letošnji komentar dirke za svetovno prvenstvo Formule 1 bo kot ponavadi razdeljen na dva dela. V prvem si bomo ogledali vse tiste zanimive točke, zanimive dogodke, ki smo jih videli med samim potekom velike nagrade. V drugem bomo nekaj minut porabili tudi za napovedi strategij in seveda skušali primerjati tisto z onim, kar se je zgodilo na progi, čeprav tokrat ta primerjava ne bo tako umestna. A začnimo z zanimivimi točkami, ki nam jih je pokazala tokratna velika nagrada Avstralije. In najprej bi se rad ustavil pri samih vremenskih pogojih. Kolikokrat ste slišali tudi vi, da so dirke v deževnih pogojih ali pa, ko je proga vsaj mokra, bolj napete, bolj zanimive, bolj prave od onih, ki se dogajajo ob, imenujemo jih, normalnih pogojih. Velika nagrada Avstralije nam je pokazala v bistvu nekaj drugega, da ob deževnih razmerah, ob razmočenem asfaltu so kvečjemu dirke daljše. Ampak daljše niso samo zaradi tega, ker vozniki vozijo nekoliko počasneje. Daljše so zato, ker pride do prekinitev, do rdečih zastav, do ponovitev štartne procedure, do obdobij virtualnega ali pa pravega varnostnega avtomobila. Zaradi tega, ker se dogajajo nesreče. In sedaj se lahko vsakdo izmed vas začne spraševati, ali je daljša dirka, časovno daljša dirka boljša, ali je čakanje pred televizijskimi ekrani, da se bo kaj zgodilo, tisto, kar nam pokaže nekaj več, ali pa je bistvo dobre dirke pravzaprav skrito nekje drugje. Tako da naslednjič, če vam bo kdo dejal, da so dirke ob razmočenem asfaltu boljše, bolj zanimive, se lahko vsakdo izmed nas zamisli, s kom se pogovarja. A pojdimo na samo dirko, kjer smo seveda videli, da imajo pri McLarenu določeno tehnično prednost pred vsemi ostalimi. In to je seveda po svoje tudi logično, namreč lansko sezono so zaključili kot tisti prvi, najboljši med konstruktorji. In to prednost so bili sposobni prenesti tudi v začetek letošnje sezone. Ampak kljub vsemu smo videli že na samem štartu, da je Max Verstappen bil sposoben prehiteti na primer Oskarja Piastrija. In marsikdo se bo sedaj začel spraševati, kako je to možno, saj so vsi govorili, da je Red Bull RB21 v zamudi, da ni tako hiter kot konkurenca. Ampak mnogi primerjajo, naprimer Red Bull RB21 z onim RB19, ki je bil stopnico pred vsemi ostalimi. Ampak res te prednosti nima več. A to še zdaleč ne pomeni, da je zanič. In Maxa Verstappena kot nekega vplivnega faktorja ne smemo nikoli zanemariti. Sedaj se moramo malce vrniti k samemu štartu. Omenil sem na samem začetku, da so bile vremenski pogoji rahlo drugačni od tistih normalnih, seveda pričakovani, ampak drugačni. Si kdo izmed vas predstavlja, da so vozniki Formule 1 veliko nagrado Avstralije začeli v prvi prestavi ali pa so
zaradi spolzkega asfalta raje poizkusili v drugi. Seveda, tako Lando Norris kot Oscar Piastri nista najbolje štartala in to je znal izkoristiti Max Verstappen. Ampak obstaja res dobro vprašanje. Ali je imel Oscar Piastri dobesedno prepoved borbe takoj na začetku dirke in je bil prisiljen braniti hrbet svojemu moštvenemu kolegu, ali pa sta res oba tako slabo se pognala na tistem začetku. V vsakem primeru, Max Verstappen je znal izkoristiti to priložnost in prehiteti vsaj enega izmed njiju. Ampak tistega, kar nam je znal pokazati Max, še zdaleč ni konec. Seveda, jasno nam je, da brez obdobij varnostnih avtomobilov in ob normalnih pogojih bi lahko imela oba voznika McLarena, tako na oko, približno 30 sekund prednosti pred najbližjimi zasledovalci. Ampak temu ni bilo tako. Videli smo celo kar nekaj napak strani ekipe McLaren. Tako Lando Norris kot Oscar Piastri sta preveč vztrajala na progi z pnevmatikami, ki imajo gladko tekalno površino in sta se oba zavrtela. Oscar Piastri v tisti priložnosti je celo nasedel na travnati površini. In Max Verstappen, ki je prišel za obema voznikoma ekipe iz Wokinga, je mojstrsko obvladal razmere na progi. Njega ni zavrtelo in zato je pridobil kar nekaj časa. A po drugi strani, tu na tej točki, se moramo ustaviti pri Oscarju Piastriju. Bila je to njegova domača dirka. Obstal je ukleščen praktično na travnati površini, kjer bi mnogi dobesedno sneli volan, odpeli varnostne pasove in končali dirko, ki bi lahko drugače bila, fantastična. Ampak Oscar Piastri je v tej priložnosti pokazal neverjeten karakter. Z vzvratno prestavo se je zopet vrnil na del proge, kjer je imel dovolj oprijema in kljub temu, da je izgubil ogromno časa, dirko nadaljeval. Na koncu je celo prišel med dobitnike točk, kjer je na progi prehitel naprimer Lewisa Hamiltona pri njegovi prvi dirki s skuderijo Ferrari. In to nam kaže, da je sam Oscar Piastri dokaj podoben po karakterju Maxu Verstappenu. In to nam tudi nekako nakazuje, na koga bi morali staviti v bližnji prihodnosti. Če pogledamo zaključek same dirke, bi lahko dejali, da Lando Norris ni kazal takšne superiornosti, kot bi si lahko marsikdo mislil. Max Verstappen mu je bil izjemno blizu. Lahko bi dejali, da je malo zmanjkalo, da ga ni prehitel. Mogoče krog. Krog, ki mu ga je dobesedno speljal Izak Hadjar. Izak Hadjar kot novinec je v formacijskem krogu napravil začetniško napako. In seveda, skupaj gre, da novinec napravi začetniško napako. Zavrtel se je in končal ob tisti varnostni ograji ob sami progi. In tu se lahko začnemo spraševati, kakšno bo nadaljevanje njegove kariere, ampak tudi tu je bolje, da se takšna zadeva zgodi na začetku in da se lahko voznik iz dane situacije nekaj nauči. A ne smemo pozabiti na neko dejstvo, ker so bili primorani ponoviti celotno štartno proceduro, je bila dirka skrajšana za en krog. In tako namesto 58 smo gledali samo 57 krogov dirke za veliko nagrado Avstralije. Mogoče je Maxu zmanjkal prav
tisti krog. In to bo vprašanje, na katerega nikoli ne bomo dobili odgovora, ampak če se spomnite, pred nekaj dnevi sem napravil prispevek, ki je govoril o tem, ali bi lahko letos bil Max ponovno prvak. In mislim, da z njegovim pristopom, z njegovim talentom, kljub rahlo slabšemu Red Bullu, smo dobili odgovor. Lando Norris na dani priložnosti bi moral, vsaj po mojem, pokazati več. A kljub vsemu ga je publika izvolila za voznika dneva. Verjetno, ker je med množicami priljubljen, ampak po mojem skromnem videnju ni pokazal nič kaj takega. Tisti, ki je po mojem občutku pokazal nekaj več, je Andrea Kimi Antonelli. Na koncu je bil postavljen na 4. mesto. Namreč pri Mercedesu so uspeli z ugovorom in brisali so mu kazen pribitka na njegov končni čas. In Andrea Kimi Antonelli v zadnjem delu dirke je bil tisti na progi, ki je bil dobesedno najhitrejši in po mojem videnju najboljši. Ne smemo pozabiti, da je tudi to njegova prva dirka za veliko nagrado, podobno kot Hajdžarjeva. In začel jo je praktično v ozadju, kajti njegove kvalifikacije so bile vse prej kot posrečene. In sedaj se lahko začnemo res upravičeno spraševati, kaj nam lahko še ta mladi Italijan pokaže. Po raznih statistikah je drugi najmlajši voznik, ki je dosegel točke svetovnega prvenstva Formule 1. Prvi je seveda Max Verstappen. In ukolikor bi dirka trajala mogoče še tisti krog, ki sem ga omenil, bi tudi Andrea Kimi Antonelli lahko začel ogrožati primat, ki ga ima pri tovarniški ekipi Mercedes, George Russell. Russell, ki tokrat, kljub temu, da je bil na zmagovalnem odru, v bistvu ni pokazal nič. Čeprav njegov mladi moštveni kolega bi si res lahko tu prislužil naslov voznika dneva, ki bi bil nekako priznanje, da smo ga mi, ljubitelji Formule 1, zapazili. In ustaviti se moramo tudi pri Liamu Lawsonu, ki je imel zopet težave tehnične narave v obdobju samih kvalifikacij oziroma pred njimi, ampak na dirki pokazal, da ni na nivoju Maxa Verstappena. Tako kot tudi Sergio Perez ni bil na nivoju Maxa. In sedaj je upravičeno vprašanje, kdo pa je na nivoju Maxa Verstappena. Odgovor je enostaven. Malo kdo. In tu se bo lahko ponovila zgodba, ki smo jo videli lani. Namreč Liam Lawson bo lahko dosegal rezultate, ki bodo primerljivi s tistimi, ki nam jih je pokazal Sergio Perez. Ampak lani je bil Perez z nič, je bil tisti, ki si ni zaslužil biti v samem Red Bullu. Ampak lahko bomo sedaj malce spremenili svoje mnenje. Tu pride do izraza talent Maxa Verstappena in kdorkoli, ki je nekje v povprečju soliden voznik, ob njem izpade tako, kot smo videli izpasti Pereza in kot bomo verjetno videli izpasti Lawsona. A ne smemo na tej točki pozabiti na 3 voznike, ki lahko niso prišli prav v ospredje, ampak so po mojem mnenju zablesteli. Hülkenberg, Albon in Stroll. Nekateri izmed vas ste že opazili, da je Nico Hülkenberg z ekipo Sauber na eni dirki dosegel več točk kot ekipa lani. In seveda to ni nič težkega, kajti lani je bil Sauber porazen. Tudi Alexander Albon z 5. mestom je presenetil. Williams gre pravo pot.
James Wolves ve, kako se zadevam streže, in sedaj se vidi, da tista vlaganja v samo infrastrukturo, v temelje ekipe dajejo svoje sadove. In Lance Stroll prišel je do cilja, prišel je med dobitnike točk. Nekaj, kar ne moremo trditi za Fernanda Alonsa, ki je napravil napako in odstopil, podobno kot Carlos Sainz mlajši. In nekateri boste dejali, Lance Stroll ni tako dober kot Fernando Alonso. In z vami se strinjam. Ampak tokrat je prinesel domov točke. Morda prav zato, ker ni toliko hiter, ker ni tako talentiran, ampak je verjetno bolj zanesljiv. In če sem dejal, da so napake, kot smo jih lahko videli pri Hadjarju, kot smo jih videli pri Duano, kot smo jih videli tudi pri, naprimer, Bortoletu, pričakovane, če je tisto, kar nam je pokazal Liam Lawson, nekaj, kar bi lahko slutili, nam tudi velika nagrada Avstralije pri takšnih vremenskih pogojih je bila dobra lekcija. Potrdila nam je marsikatero teorijo, o kateri smo nekako špekulirali v preteklosti. Namreč mnogi navdušenci so dejali, Andrea Kimi Antonelli ni tak talent, kot mogoče mnogi pravijo. Nič ni pokazal v Formuli 2, na veliki nagradi Italije v Monzi na prvem prostem treningu je pa takoj šel iz proge. Ampak tisti, ki ste sledili mojim prispevkom, ste zmeraj lahko opazili, da sem mladega Italijana nekako zagovarjal, ker sem videl na manjših dirkah v nižjih kategorijah, da je sposoben tistega, kar je tokrat pokazal na progi. Sedaj, ko smo obdelali tiste glavne točke, ne smemo pozabiti na oba voznika Scuderia Ferrari, ki sta bila, bodimo iskreni, pod pričakovanjem. Ne samo Lewis Hamilton, od katerega se pričakuje seveda ogromno, ampak tudi Charles Leclerc. Govorili smo, da so verjetno pri Scuderiji žrtvovali kvalifikacije za samo dirko. Verjetno so pričakovali naliv, ki ga pa v resnici ni bilo. A pri Ferrariju v nobenem trenutku niso bili preveč konkurenčni. Dejstvo, da so imeli nastavitve za izjemno mokro progo, je bilo razvidno. Namreč po menjavi sta tako Leclerc kot Hamilton takoj ogrela pnevmatike na ono delovno temperaturo, bistveno pred konkurenco, kar je znak nastavitev za mokro progo. Ampak po drugi strani Lewis Hamilton, ki je dobesedno izgubil motivacijo, in rad bi vas spomnil, da ga je sam Oscar Piastri prehitel z lahkoto v zadnjem krogu, nam kaže na to, da vzdušje znotraj Scuderije ni pravo. Verjetno ste tudi sami opazili rahlo komični vložek, ki smo mu bili priča pri radijski komunikaciji Leclerca in njegovega inženirja. Žal se meni osebno zdi, da tu ni bil namen samega inženirja biti šaljiv ali sarkastičen, ampak kaže nam lahko na to, da so pri Scuderiji Ferrari rahlo izgubljeni, da kadrovsko nimajo tistih vodilnih ljudi, ki bi zadeve lahko usmerili v pravo smer. Seveda, vprašanje, kaj bo s Scuderijo Ferrari, zahteva malce globlje razmišljanje in prav poseben prispevek. Ampak tisto, kar smo videli na veliki nagradi Avstralije, ni bilo vredno samega slovesa Scuderia Ferrari. In v to sem prepričan. A ne glede na vse, videli smo kar nekaj pomembnih točk. Prvič, prednost samega McLarena pred ostalimi, kar nam lahko napoveduje, da pri naslednjih dirkah bomo videli premoč tako Norrisa kot Piastrija, kjer lahko pričakujemo Avstralca
da bo še malce bolj bojevit. Pri vsem tem ne moremo mimo dejstva, da bo morda prvi zasledovalec vodilnega dvojca Max Verstappen. In čeprav si nekateri navdušenci želijo skuderije Ferrari, zaenkrat teh znakov nismo videli. Pri Mercedesu, pri Mercedesu bodo podobno kot lani lahko čakali na pravo priložnost, kjer je prijetno presenečenje sam Andrea Kimi Antonelli. In to nekako zaključuje komentar glavnih točk včerajšnje dirke. Kaj pa napoved strategij? Pirelli je pred samo dirko objavil 4 variante. In tu lahko priznam, da 2 varianti sta identični s tistimi, ki sem jih objavil tudi pred tem sam. Vrnimo se za trenutek k samemu Pirelliju. Lahko bi dejali, da tista varianta z enim postankom mene osebno ni prepričala. Zakaj? Ker na kvalifikacijah so bili približno 9 desetink sekunde hitrejši od lani in seveda nižji čas vpliva na višje temperature, kar posledično pomeni seveda hitrejšo degradacijo. Videli smo tudi, da so imeli na progi v Albert Parku nekateri težave z tako imenovanim zrnjenjem ali greiningom, kar seveda po mojem osebnem videnju tisto prvo rešitev nekako izključi. Varianta, kjer bi voznik začel na pneumatiki medium in nato dvakrat šel po pneumatike tipologije hard in ona, kjer bi začel na pneumatiki soft in dvakrat dal pneumatiko hard, je skorajda identična moji osebni napovedi. Na koncu nam še ostane tista varianta Pirellija, kjer bi začeli na pneumatiki soft in nato medium ter na koncu hard, kjer pa dolžina samega stinta mi ne daje nekega prepričanja. Res, nekateri vozniki niso imeli 2 setov hard, ampak po drugi strani, ukolikor bi medium pneumatike zdržale tako dolgi stint, bi lahko ponovili še enkrat v zadnjem delu ta izbor in imeli strategijo soft, medium, medium. A pustimo sedaj to. Kot vemo, je bil asfalt razmočen, občasno je tudi deževalo, zato nismo dobili nobene potrditve, kaj se je pravzaprav dogajalo na progi. A kljub vsemu, videli ste, da tudi od doma se da marsikaj razumeti, tako kot v prejšnjih sezonah. A kar se tiče tega našega komentarja prve letošnje dirke svetovnega prvenstva Formule 1, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.